Moji prvi stik s čebelami je v najstniških letih, kjer sem pomagal čebelariti stricu. In ta vonj po panju, po čebelah, po medu mi je ostal v malih možganih. S čebelarjenjem na Cankarjevem domu sem pričel leta 2011 kot poskus, če se da tudi v Ljubljani uspešno čebelariti kot na Pariški operi, kar sem zasledil v časopisu. No in že prva sezona je pokazala, da je čebelarstvo v Ljubljani izredno zanimivo. V mestu imajo čebele paše od rane pomladi do jeseni. Recimo tam imamo en lep primerek japonske sofore, ki do konca avgusta cveti in daje medičino čebelam. Prvi komentarji na forumih so bili, da bo naš med poln svinca, da bo črn od smoga, in analiza je pokazala, da med nima ostankov težkih kovin, insekticidov, pesticidov ali ostalih zadev, tako da je med popolnoma neoporečen. Kot dokaz za kvaliteto mestnega medu je tudi lanska nagrada na živilskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer smo za gozdni med, se pravi drugo točenje, dobili srebrno medaljo. Tole čebelarjenje po mestu ti vzame dosti časa za prevoz z ene lokacije na drugo. Sploh, kadar je velik promet, izgubiš dosti časa. Sploh pa v tej vročini si že preden začneš delati premočen od znoja. Že od samega začetka mojega čebelarjenja uporabljam tako imenovane ameriške LR nakladne panje. Bistvo teh panjev je, da so spremenljivega volumna, da niso omejenega prostora in volumen panja prilagajaš moči čebelje družine. S tem posredno tudi zmanjšaš rojenje, ki v mestu ni najbolj zaželeno. Za med, ki ga pridelujem na vseh lokacijah, imam certifikat SMGO, kar pomeni slovenski med z geografsko označbo. Ta med je dodatno kontroliran in preverjen tako, da s tem zagotavljamo boljšo, višjo kakovost medu. Doma na Vrhniki pa pridelujem še cvetni prah in pa propolis. Čeprav se je ugotovil, da sem alergičen na čebelji pik, vztrajam pri tej lepi dejavnosti. Obvezno pa je treba pri delu s čebelam se obleči, zaščititi zaščitno obleko, rokavice in kljub alergiji se da čebelariti. Delo z živim bitji ti predstavlja neko sproščanje in duševni mir. Prenašanje teh naklad pa tudi eno fizično kondicijo, ki nadomesti telovadbo oziroma fitness. Stari čebelari pravijo, muha ne da kruha, ampak zanj sem zasledil nekje še podaljšek tega pregovora, muha ne da kruha, včasih da pa potico. Vsak čebelar, če ima srečo, to v svoji karieri doživi enkrat, dvakrat pa že bolj težko. To pomeni, da je sezona, kadar je. Ja.